Dober dan, dragi moji. Ponovno smo skupaj in danes bomo govorili o zelo pomembni temi. To je hvaležnost. Zakaj zato? Ja, to je tudi ena tehnika. Zakaj bomo danes govorili o hvaležnosti? Zato, ker je to temelj srečnega življenja. Dobro si to zapomnite. Se pravi, temelj srečnega življenja je hvaležnost. Hvaležnost je veščina, ki se jo vadi. Veščina je. Ne pride sama po sebi, pozabili smo jo. Nismo se jo učili tekom življenja, nismo jo vadili. In razlika med nesrečnimi in srečnimi ljudmi je ravno v tem, da srečen človek je hvaležen človek, nesrečen človek ni hvaležen človek. In za tem stojim. Zakaj? Ker za menoj je zgodba, ko sem bila najbolj nesrečen človek na svetu, ko nisem imela denarja, se pravi, ko sem živela v res pomanjkanju denarja, o pomanjkanju vsega, sreče, zdravja, vsi veste, ko me spremljate, šizofrenija, bipolarna motnja, depresija, panični napadi, strahovi, ni da niso bile moje diagnoze. In bila sem pa tudi najbolj nesrečen človek na svetu, najbolj, to trdim in zagotovo stojim za tem. Danes sem najbolj srečen človek na svetu, to tudi trdim za sebe. Ne glede na to, da tudi jaz imam izzive, zdaj lahko temu rečete problemi, težave, bolečine, žalosti, tudi jaz imam to. Ampak kljub temu, da se meni ti izzivi, kontrasti pojavljajo, sem jaz ob teh izzivih in kontrastih najbolj srečen človek na svetu. Se pravi, nekaj iz zunanjosti nima več vpliva na mojo srečo. Okay? In včasih sem bila najbolj nesrečen človek na svetu. In danes si upam trditi, da zato, ker nisem bila hvaležna. Ker nisem sploh poznala te metode oziroma ta način življenja, da bi se zahvaljevala za določene stvari in jih tekom dneva ozaveščala. Tu se gre za ozaveščanje. Se pravi, nobena stvar ni samoumevna. Ko v svojo bit, v svojo resnico, v svojo esenco sprejmete to, kako smo in kako ste blagoslovljeni, ker živite že zdaj, ta trenutek, obilje na sigurno vseh področjih svojega življenja, ampak tega ne opazite. In moja prednost, kar me razlikuje, bom rekla, od drugih ljudi, je ta, da sem se z enako nič denarja, z enako starim avtom, oziroma bila sem celo brez avtomobila takrat, v totalno toksičnih odnosih, brez zdravja, naučila biti srečen človek. In to je, trdim, da je to moja prednost. Zakaj? Ker nič več od odzunaj nisem rabila za to, da sem čutila srečo. In to sem dosegla s pomočjo hvaležnosti, da sem vadila hvaležnost. In zato je hvaležnost, lahko rečem, za mene, če bi vam kaj predlagala, bi vam predlagala, vadite hvaležnost, postanite hvaležni. Zakaj? Ker hvaležnost ima 900 hercov frekvenco, bomo rekli vibracijo, ajde, da vam bo lažje razumljivo. Se pravi, na lestvici, na vibracijski lestvici. Veselje, užitek, smeh, radost, ima okoli 400, 450, 500. Hvaležnost ima 900 hercov. Božanstvo ima pa 1000 hercov, se pravi, ko gremo nazaj domov, ko odidemo iz zemlje, ko smo v čisti svetlobi in ljubezni, takrat smo na 1000 hercov. Hvaležnost je pa na 900 hercov. To je zelo pomemben podatek. In če bi vam jaz kaj svetovala,
bi vam svetovala, vadite hvaležnost. Zakaj? Mi že zdaj tu vemo, v skupini, na tem kanalu, vemo, da smo vibracijska bitja, vemo, da smo energijska bitja, mi bomo rekli vibracijska bitja. In mi vemo, da je vse vibracija. In zato je toliko pomembno in mi se tu učimo dvigovati svojo vibracijo. In najbolj jo dvignemo s pomočjo hvaležnosti, s pomočjo korakov, s pomočjo metod, s pomočjo veščin, ki jih vadimo vsak dan. Zdaj bom z vami recimo delila, če bi pogledala tu okoli, se pravi dnevnik zavestnega kreatorja. Ta dnevnik je od Ane Bučevič. Kako pomembno je vaditi hvaležnost. Ne vem zdaj, kje imam, ampak kaj dosežemo z vadbo hvaležnosti? Vsak dan, recimo tu, jaz pišem vsak dan, kaj dosežemo? Dosežemo to, da spoznamo, da pridemo do spoznanja, da smo vsak dan lahko za več in več stvari hvaležni. Pa še tule vam bom nekaj pokazala, ko sem slučajno glih videla. Se pravi, imam takole škatlico, not so listki, in z Nežo, svojim otročkom, vadimo vsak dan hvaležnosti. Zelo pomembno je, starši, skrbniki, karkoli tete, strici, babice, tisti, ki me spremljate, zelo pomembno je, da z otrokom vadimo hvaležnost. S tem vadimo sami in učimo otroka in ga pripravljamo na to, da bo siguren srečen človek v življenju. In to je največ, kar mu lahko date. Edino, kar lahko svojemu otroku želite, je, pa kar je vaša pravica, da mu želite, da je srečen. To je vse. In z vadbo hvaležnosti bo postal. Mi dve začnemo. Prvi dan ena hvaležnost, vsaka napišemo, zakaj smo hvaležni, in potem gremo dalje. Drugi dan 2 hvaležnosti, tretji dan vsaka 3 stvari pove, za katera je hvaležna, četrti dan 4 do 10, potem pa spet začnemo z 1 do 10 in ko pridemo do 10, spet z 1 in do 10. In kaj se tu dogaja? Recimo 10 let je stara moja Nežka, ne? O, mami, to pa sploh nisem vedela, da sem za to lahko hvaležna. Ne? In jaz, ko ona kaj reče, jaz rečem, o, Nežo, to pa sploh nisem vedela, da sem za to lahko hvaležna. In se pravi, in pridemo, ne vem, do 10 hvaležnosti, ne. Hvaležna sem za kosilo, za Lili, za kužka, za svojo sobo, da lahko pišem, da lahko rišem, da imam telo, da sem lahko zunaj, da lahko pijem vodo, da imam toplo posteljo, da imam glavo pod streho, da sem, ne znam prebrati, gremo dalje, malo hvaležnosti vam bom povedala, da imam zdravega psa, to so od Neže, ne? Da je Tija moja prijateljica, za lepo pogostitev in otvoritev čebeljaka, ne? V šoli so imeli, so odpirali, ta čebeljak so postavili tam pri cerkvici Svete Neže in smo šli na to otvoritev čebeljaka in je bila za to hvaležna, ne? Koliko otrok, ok, gremo na otvoritev, to je to. Ona je pa izrazila hvaležnost, da je Heli zdrav, ne? Drug naš kuža, da je zdrav, da lahko grem spat v svežo posteljo, da imam glavo pod streho, da sem si lahko glavo oprala, da si lahko lase umila. Ni samoumevno, dragi moji. Meni gre zdaj na jok, ne? Ker ko bi vi vedeli, koliko blagoslovov živite, pa niti sekunde več ne bi bili nesrečni ljudje. In zato vas hočem spodbuditi, ne, eni mi pišete, ja, pa hvaležnost je treba na planetljubezni@gmail.com, mi lahko pišete vprašanja, vaše stiske, karkoli imate, planetljubezni@gmail.com bomo napisali od spodaj. Povejte mi zdaj tukajle, v chatu se javite, od 1 do 10 vam je razumljivo, kaj vam govorim. Lahko napišete od spodaj pod komentarje, koliko vam je to smiselno. Javite se, komentirajte. Mogoče napišete kako vašo zgodbo o tem,
Kaj je vam prinesla hvaležnost v življenje? Gremo naprej. Ne? Ni samoumevno, da si lahko lase operemo. Meni so zdaj kopalnico prenavljali. In ok, vsi vemo, da vsi lulamo in kakamo. To vsi delamo. In zdaj ni važno, ali gleda to en direktor, ali en milijonar, ali en kdorkoli. Vsi lulamo in kakamo. Je tako? Je. Ok. In kaj se je zgodilo? Jaz zjutraj brez WC-ja. Niti na kraj pameti mi ni prišel, da bi se jaz kadarkoli zahvalila za to, da imam WC školjko. Ni mi padlo na kraj pameti. In zdaj, ko jo nisem imela, sem jaz ozavestila, wow, koliko sem jaz srečen človek, da imam WC školjko, da ko sem doma, ko me pritisne lulat, kakat, jaz lahko grem. In to mene dela srečno, ko me sprašujete, Nataša, kako si lahko tako srečna? Hvaležno, zato ko to je osnova za srečno življenje. To je temelj za srečno življenje. Potem Neža piše naprej za dober sladoled, recimo. Ne? In ni samoumevno, da lahko otroku kupimo sladoleda. A veste, koliko ljudi, koliko populacije je na tem svetu, ko ne more otroku kupiti sladoleda. In tudi otroku ne sme biti samoumevno, da dobi sladoled. Zato rabi izraziti hvaležnost. Kdo ga pa nauči hvaležnosti? Mi. Nihče drug kot mi. Hvaležen otrok bo zrastel v hvaležnega človeka in naredili ste vse, kar lahko naredite, naredili ste srečnega človeka. Ok, ne si za otroke želeti, da bo imel tako službo, da bo naredil to fakulteto, to ne smete, to ni v vaši domeni. Vi si želite, da boste imeli srečne otroke, ko bojo odrasli. Ali pa srečno otroštvo otrokov in to dosežete s pomočjo hvaležnosti. Gremo naprej, se pravi, kaj jaz pišem? Hvaležna sem za morje, za hčerko, za psa, za sonca, drevesa, škržate, da slišim, da vonjam, za okus, za zemljo, za travo, za barve, za oči, za skale, za luno, za modrino, da lahko vidim modrino neba. A se vi zavedate, koliko ljudi je na tem svetu slepih, ko nikoli v življenju ne bojo videli te čudovite modrine neba? Ne bojo. Koliko smo mi lahko srečni, hvaležni, ko enkrat to zavestimo, da vidimo to modrino, da vidimo oblake, da vidimo zvezde, da vidimo luno. Hvaležna sem za avto, za kruh, za denar, za vodo, za sadje, za kremo, za knjige, za zvezke, za zobe, za telo, za kožo, za prsi, za ležišče, za očeta, za teraso, za kavico, za sonček, za dotik vetra, za špagete, evo sem napisala, za obutev, za klobuček, za oblekco, za cesto, po kateri se lahko peljem, za avto, za gume, za pisalo, s katerim pišem. Ok, zato da lahko plešem, da imam zdravo telo, da lahko poslušam glasbo, za prijetne občutke in tako naprej in tako naprej. Samo malo sem vas hotela. Hvaležna sem zato, da sem hvaležen človek. Hvaležna sem, da vadim hvaležnost. Hvaležna sem za veselje, za radost, za žalost, za obup, za nemoč, za vse sem hvaležna. Za vse travmatične izkušnje sem pa najbolj hvaležna, ker jaz vedno rečem, Bog, vesolje, stvarnik, zakon privlačnosti, karkoli želite, mi je dal najtežje izkušnje v življenju, kar so možne, najtežje v narekovaju. Zato, ker jih sodimo, zato so najtežje. Ok, ampak komu je dal? Najmočnejšemu človeku na tem svetu. In zato se jaz smatram za najmočnejšega človeka na tem svetu. In tudi vi, ko to gledate, ste 100%, ker ni slučaja, najmočnejše duše na tem svetu, ker drugače ne mene posluša, pa mene gleda. Ok. In mogoče mislite, da nimate za kaj biti hvaležni. In nekateri mi pišete, ja, kak ne občutim hvaležnosti, zdaj pa je nevadno, hvaležnost pride sama po sebi, ko kaj ozavestiš in tako naprej. Meni je to bla, bla, bla. Hvaležnost je veščina, ki se obadi. Vsako jutro zapiši 10 hvaležnosti in vsak večer zapiši 10 hvaležnosti. Ok, zakaj?
Zato, da se spominjaš, zakaj vse si lahko hvaležen. Gremo zdaj vodo piti. Hvaležna, da imam vodo, da imam kozarec, da lahko primem ta kozarec, da lahko vidim ta kozarec, da ga lahko otipam. Ljudje na svetu nimajo rok. Koliko jih zdaj v bolnicah leži, ko po cevkah pijejo vodo ali karkoli jim pač dajo pa hrano. A to kdaj pomislite? Koliko ljudi na cesti spi na mrzlih kartonih zdaj, na vlažnih kartonih, se nimajo kje stuširati, nimajo se kje zobko umiti, nimajo se kje lase oprati, nimajo tople vode. Vsak dan prosijo, da si kupijo hrano. Ok, postanite hvaležni in sigurno boste, če ste še vedno nesrečni, ste zato, ker niste dovolj hvaležni. V redu. In mogoče mislite, da nimate razloga biti hvaležni. Tudi to se zgodi, ne? Pa smo žalostni, ne vem, umre mama, se ločimo, prekinemo partnersko zvezo, smo brez denarja. In kaj delamo? Fokus damo na to, kar nimamo. In kaj? Zdaj mi dosežemo z vadbo hvaležnosti. Fokus damo na to, kar imamo. In sigurno živite eno obilje, lahko vsak človek najde, za katerega je hvaležen. Ali je to zdrav otrok, ali je to topla voda, ali je to WC školjka, ali je to kar, ne vem, internet, telefon, tudi zato smo lahko hvaležni, za Facebook, za Instagram, za YouTube, da lahko zdaj mi gledamo na Planet ljubezni te videe. Vse treba ozavestiti, nič ni samoumevno. In tako, če se vrnem nazaj, mogoče mislite, da nimate za kaj biti hvaležni, ker ste trenutno, ne vem, ostali brez službe, partner vas je prevaril z vašo najboljšo prijateljico, z otrokom imate katastrofalne odnose, z očetom imate toksične odnose in tako naprej in tako naprej. Lahko najdete eno stvar, za katero ste lahko hvaležni. Zagotovo. In dajte fokus na tisto eno stvar. Ker kaj delamo? Vzemimo 5 področij. 4 področja nam grejo v življenju, eno nam pa ne gre. Kaj delamo? Damo fokus na tisto eno, ko nam ne gre, namesto da bi dali fokus na tista 4, ko nam grejo. Ok? Če bi dali, ampak mi skozi ne imamo svoj fokus na tisto eno stvar, ko nam pa ne gre. Naprimer, ne vem, debela sem ali pa nimam denarja. A tu imam 4 stvari, v katerih sem dobra. Karkoli, sami dodajte. Ampak mi se fokusiramo na tisto eno, ko jo nočemo imeti, ko si želimo, da bi bilo drugače. Fokusiramo se na te 4. In kaj še lahko delamo? Vzajmo spet 5 področij. Na 4 področjih nismo dobri, pa smo na enem dobri. Fokusiramo se na 4, ko nismo dobri. Namesto da bi se fokusirali na enega, ko smo dobri, in to bi raslo. In slej ko prej bi vsa 4 področja, na katerih nismo dobri in bi želeli, da bi bilo drugače, karkoli, ne, da mi nismo dobri, odnosi, zdravje, ljubezen, whatever, ne, se spremenila v takšna, da bi nam postala všeč. Samo s tem, ko smo dali fokus na eno področje, za katerega smo lahko v življenju hvaležni in za katerega lahko rečemo, da živimo obilje. Tu sem si malo napisala, da vam to res predam, kar se mi zdi zelo pomembno. Ampak to tako že vse vem in to tudi živim. Kaj jaz zjutraj naredim, ko se zbudim? Še ko imam zaprte oči v posli. Hvaležna sem za posteljo, hvaležna sem za kovter, za pošter. Kaj sem še Glejte, zdaj to. Vi veste, da jaz, kako naj to rečem, sem samska, nimam partnerja, ali
Ne vem, kako se to izrazi, ne, da nimam partnerja, ker ga imam v vibracijski realnosti, ga imam in vem, da je že to rešeno. Sem samska, recimo, trenutno, no? Da vam bo razumljivo, čeprav jaz to ne jemljem tako, ampak to v enem drugem videu. In zdaj bi lahko jokala. Sem sama, za vse sem sama, nobenega nimam, ko se lahko stisnem k njemu, noben mi finančno ne pomaga, za otroke sem sama, ne dobim preživnine, ne morem iti nikamor sama, ne vem, kaj ženske govorite, ko ste samske, jaz tega ne počnem, ne? Lahko pa najdem eno obilje, zato ko sem sama in najdem zmago, yes. Hčerko imam 10 let staro in še vedno se vsak večer stisne k njej in skupaj zaspima. Če bi bil partner, verjetno tega ne bi bilo. In iščem tisto eno stvar, eno obilje, ki ga živim, zato ko sem sama, samska. Ok. A razumete? Napišite mi tu od 1 do 10 noter v komentar, koliko je razumljivo. Ne? Vedno najdem hvaležnost za enako stvar, ko bi eden traumiral v njej. Ko sem bila brez avtomobila, bila je zima, nam pozabila nikoli. Nežo je bilo treba v šolo zjutraj spraviti, ne? Pa zapade sneg. Pa jaz rečem, danes pa gremo s sankami v vrtec ali v šolo, kam je, bodla se ni vaš, ne? Tu na čist drug konec Žalca. In vzamemo sanke iz kleti in gremo peš sankami, sem jo oblekla do vrtca, do šole. A veste, kak spektakel smo naredili iz tega, ko sem jaz bila brez avta. Sem rekla, ok, zdaj bom peš hodila. Pol sem spoznala nove ljudi, ko so mi bili pripravljeni iz točke A na točko B peljati, pridobila nove prijatelje. Lahko bi pa traumirala, brez avta sem, joj, katastrofa, kako naj zdaj pridem v Ljubljano. Takrat so za Nežo rekli, da ima raka in smo rabili v Ljubljano hoditi, jaz pa brez avta. In smo šli z vlakom, pa smo šli z busom, pa smo si naredili spektakl iz tega. In iz enake, identične situacije, lahko traumirate, lahko si pa spektakl iz nje naredite. Od vas je odvisno in na zemljo ste prišli zato, da živite spektakl. Zdaj pa, ali ga boste vi živeli, ali vas pa življenje povozi oziroma sami sebe povozite. Kakor hočete. Od vas je odvisno. Ampak še enkrat vas pozivam, pijmo vodo. Sem hvaležna. Od nikogar drugega ni odvisno, ali boste živeli spektakl, ali boste pa živeli pomanjkanje, žalost, travme, nezadovoljstvo, obup, nemoč. Ok. Jaz, ko sem šla s partnerjem narazen, ko smo zaključila en odnos, za mene je bil to začetek spektakularnega življenja, ne travma. Ampak zdaj vam govorim o novi Nataši. Stara Nataša bi traumirala še 3 do 5 let, zato ko je šla z enim narazen, pa jokala, pa stokala, pa tak naprej. Se pravi, vidite, kako sem se pred vašimi očmi se pretransformiram, pred vašimi očmi rastem, pred vašimi očmi se spreminjam v to, kar želim. Ker ko mene ne reče, da je možno ne končati, ker nič se ne konča, pa nič se ne zaključi. Se pravi, iti iz enega odnosa, ali je to partnerski, ali je to prijateljski, ali je kakršnokoli odnos. Iti na visoki vibraciji, ali pa na nizki, to je velika razlika, ker če vi greste iz enega odnosa, pa ni to samo odnos, to govorim služba, take stvari, recimo, ne, ko me sprašujete na Planet ljubezni, afna@gmail.com mi pišete, ja, bi šla iz službe, pa to, ja, v redu, pojdi, sem pojdi na visoki vibraciji. Zakaj? Ker boš pol naprej živela visoko vibracijo, živela boš svoje želje, živela boš svojo pot. Če boš pa na nizki vibraciji karkoli, narekovajih, zaključeval, boš pa še naprej živel nizko vibracijo. Ok. In ko sem jaz na visoki, na ful visoki vibraciji pustila službo, ko mi je bila
najbolj bedasta služba, kaj sem jih kadarkoli v življenju imela. Ampak z 1 leto pa pol sem vadila visoko vibracijo v najbolj blesavi službi, kar sem bila. Na vseh področjih, in odnosi, in finance, in ma ni da ni, in to drugič izklopiti, sem spet pozabila. Sem pa jaz vadila. Zdaj, kak sem vadila, ne? Spet s hvaležnostjo sem dvigovala svojo vibracijo. Vsako jutro, ko sem se vozila v službo, srečna sem, da se lahko vozim, da se manj kje zavozi, da imam avto, da imam cesto. Hvaležna sem, da dobim tega jurja, ali koliko še to nisem ven dobila, za cel mesec garanja, ampak lahko plačam položnice, lahko kupim nekaj hrane in tak naprej in tak naprej. Se pravi, ves čas sem vadila hvaležnost, igrala sem se. Na koncu sem bila tako na visoki vibraciji, da sem se jaz v tisti najbolj bedasti službi, po mojem mnenju, najboljš počutila. To je bila najbolj perfektna služba. In potem se je lepo zložilo vse in sem šla iz tiste službe in potem so se dogajali spektakli. Okay. In karkoli zaključujete, čeprav nikoli ne morete nič zaključiti, zaključite v visoki vibraciji, to je zelo pomembno. In spet lahko traumirate, ko ste zaključili partnerski odnos ali pa ostali čez noč brez službe, lahko pa poiščete eno obilje, ki ga trenutno živite. In tisto obilje, fokusirate se na njega, zahvaljujete, vadite, vadite, vadite in slej ko prej boste na vseh področjih vašega življenja živeli obilje. In zato še enkrat, hvaležnost je veščina, ki se jo vadi. Na začetku mi ne pridemo do občutka, da smo za nekaj hvaležni. Ne pridemo. Se pravi, jaz zdaj lahko rečem, ok, sem hvaležna za to vodo, ne? Sem hvaležna za vodo. Nič ne čutim zraven, nič. Ampak z vajo se pa doseže, da ko spiješ požirek vode, ti grejo solze dol. Ok, ti grejo solze dol. Hvaležna sem, da imam čisto vodo, da imam zdravo telo, da lahko sama pijem, da lahko držim kozarec, pa se pa tu solze pojavijo. Ko sem jaz začela z vajo, hvaležna sem, da imam 2 zdrava otroka, jaz nisem nič čutila pri tem nobenih občutkov. Ampak z vajo, z ozaveščanjem, koliko sem pa res lahko srečna, da imam 2 zdrava otroka, pa danes jočem ob tem, ok? Pa danes jočem ob tem. In danes jočem, ko gledam zvezde, ko gledam nebo, ko vidim spekter barv, zdaj imate idealno priložnost, ko je jesen, od rumene do rdeče, svetlo-zelene, temno-zelene, rjave. En to ne vidi. En to ne vidi in nikoli ne bo videl. In samo zato, ko imam oči zdrave, sem lahko najbolj srečen človek na svetu. In če želite vi postati najbolj srečen človek na svetu, in tisti, ko imate otročke, če jih želite narediti najbolj srečne, vadite hvaležnost, pa ni važno, če je otrok star 1 leto. To vam vzame 1 minutko, da se zvečer usedeta, pa rečete, mamica bo pa napisala, zakaj je danes hvaležna. Hvaležna sem zato, ko si ti moj otrok. Zakaj si pa ti, Jurček, hvaležen? Zato, ko imaš igračko, ko imaš traktor, pa napišete. In ta Jurček bo slej ko prej postal najbolj srečen človek na svetu, ker bo vedel, kaj vse ima. Čisto nič ni samoumeven. Pa vam res ne želim, da pridete do tega, da ostanete brez vsega, da boste začeli vaditi hvaležnost, tako sem jaz na eni točki ostala. Z eno črno vrečko za smeti, teh črnih vrežanc videti več ne morem, pa kupujem zelene pa roza, za smeti pa rumene. Sem stala na cesti, noseča z Nežo, pa z 12 let starim sinom, pa z nemškim boksarjem Tarom. Pa nisem imela kam iti, kam? Eno vrečko svojih stvari, brez dokumentov, brez denarja, sem stala na cesti. Pa sem pogledala svojega sina, pa sem rekla, bomo že neko klej. Pa smo. In če je uspel meni, lahko uspe tudi vam. Ampak vadite hvaležnost. To je veščina, ki se jo vadi.
In je zelo, zelo pomembna. Zelo. In če bi vam kaj svetovala, je moj nasvet vam, kljub vsemu, kar se učimo tu, vizualizacija, nova zgodba in tako naprej, bi vam svetovala hvaležnost. Ker mene je hvaležnost naredila najbolj srečnega človeka v enakem okolju, v katerem sem prej bila najbolj nesrečen človek na svetu. Tako da se da. Lepo mi je bilo z vami. Podelite video med nesrečne ljudi oziroma tiste, ki bi jim želeli, da so bolj srečni. Vadite hvaležnost, zapisujte si. Boste videli oči, kaj vas stane? Nič. 2 minutke vašega časa, da zapišete 10 hvaležnosti vsak večer pa vsako jutro. Pa vam garantiram, da čez pol leta boste živeli drugačno življenje, kot ga danes živite, ali pa že prej. Podelite video, komentirajte od spodaj, kako se vam je zdela vsebina. Če imate kakšne želje, pišite na planetLjubezni@gmail.com. Ostanimo povezani in naročite se na kanal, zato da boste obveščeni, kdaj Nataša naloži nov video gor, ki vam lahko spremeni življenje. Čau, čau, dio, dio.